pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o knjigi in idrijskem narečju. V studiu pozdravljam Lidijo Kleindienst, avtorico knjige Bom knapa vzela, bom zmeraj vesela. Pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Skoraj 3 desetletja je od vaše prve izdaje. Sedaj ste dočakali drugo dopolnjeno izdajo. To se ne dogaja prav pogosto. Ja, prav zadovoljna sem, da je knjiga spet med bralci, saj po klicih sodeč so ljudje že kar pogrešali to knjigo in me veseli, da sedaj za vse tiste, ki so jo iskali, bo knjiga spet na voljo. Pred 30 leti ste bili profesorica na gimnaziji in tam je pravzaprav tudi, tam se je rodil ta projekt v obliki dijaške raziskovalne naloge. Ja, tako je dijakinja Ksenija Šabec se je odločila, da bo raziskovala naš idrijski govor in anekdote, ki so krožile in še krožijo med nami, in nastala je taka zelo kvalitetna raziskovalna naloga, ki je bila tudi nagrajena na državnem srečanju. In to je bil tudi povod, da me je pozneje poklicala dr. Stanonikova, ki je že zasnovala zbirko Glasovi in izdajala zbirke z tega področja slovstvene folklore in želela pokriti celotno Slovenijo. Tako me je pridobila k sodelovanju in tako je 2-3 leta knjiga nastajala in potem tudi izšla. Vaša knjiga je bila, mislim, da 11. v tej zbirki. Ja. Do danes mislim, da jih je išlo že več kot 50. Ja, že blizu 60. Marija Stanonik vsa ta leta to zbirko ureja. Ja, ona ureja in mislim, da smo lahko Slovenci prav njej hvaležni, da bo to bogato gradivo, ki kroži med ljudmi, ohranjeno tudi za naše potomce. V knjigi ste zbrali anekdote in smešnice iz tega območja. Pravzaprav ste opravili tako terensko raziskavo. Kako je to potekalo? Ja, najprej je bilo treba pridobiti sogovornike. Zadeva je prav v zvezi s temi anekdotami, ki smo jih želeli zbrati, nekoliko kočljiva, ker te zgodbe tega žanra se običajno pripovedujejo v neki zaključeni družbi, v neki, bi rekla, sproščeni družbi. Govoriti tako nekomu v magnetofon, ki ga ne poznaš ali pa ga slabo poznaš, pa je seveda za pripovedovalce kar malo zahteven zalogaj. Tako je bilo se treba kar potruditi, da smo pridobili pripovedovalce, ki so bili pripravljeni govoriti v magnetofon, in se sprostiti do te mere, da so te zgodbe resnično zaživele tako, kot morajo zaživeti v družbi, ko se jih pripoveduje. Hvaležna sem res vsem, tako smo zbrali okrog 200 zgodb, ki so našle potem mesto v knjigi, razdelila pa sem jih na posamezne razdelke. Takrat je v tem projektu zbiranja oziroma pripovedovanja sodelovalo 17 vaših sogovornikov, pripovedovalcev. Mogoče jih preberem, marsikoga tudi pozna. In sicer Marjan Beričič, Marija Burgar, Ludvik Čibej, Jože Gantar, Nikoj Rep, Janez Jurjavčič, Drago Kanduč, Janez Kavčič, Lojze Kutin, Stanko Majnik, Stanko Murovec, Jože Novak, Franc Pavšič, Jože Rupnik, Rafko Trepin, Draga Urbas in Mirko Zelenc. Mnogo od teh imen, ti ljudje, nekateri so že pokojni, ne? Ja, žal. Žal sta 2 pripovedovalca preminula že v času priprave, v času, ko sta mi obljubila, in mi je bilo zelo žal, da sem zamudila recimo to priložnost. Sicer pa, kot pravim, res vsi ti so bili pripravljeni z velikim veseljem pomagati in tako je potem tudi nastala kar zajetna zbirka besedil. Bi nam lahko katero od teh pripovedi prebrali, da naši gledalci dobijo tako občutek, o čem se pravzaprav pogovarjajo?
Ja, zgodbe so najrazličnejše. Humor je večvrsten, večplasten in mogoče bi izbrala za danes eno posebno zgodbo, ki nosi v sebi več kot samo pripoved o nekem dogodku, ampak razraste v, bi rekla, celo neke vrste ulični performance, ampak bi mogoče najprej prebrala. Gre za zgodbo o idrijskem posebnežu. To je bil človek, ki so mu nadali ime Tudlca. Zgodba pogovori o njegovem pogrebu. In gre tako. Tudlca je rad svoje hrlo močil, drugače je bil pa dobrodušen človek. Enkrat je pleh muska prišla z enega pogreba. No, saj je pa udaril kih bedajncu na en kazarček. Tam je pa že bil Tudlca. Ancajt jih je gledal, pol se mu je pa tak milo naredilo, je nem pa rekel: "Ab mi tle zašpelet ena, pa tudi če je travn marš, se bom plačal za 1 liter." No, muskvanti so se pa sporazumeli, pa samo je zašpelal. Kar travn marš. Tudlca so pril pod pasho, pa za noge, pa so ga nesli prodjedari. Akrament ljudi pa na okna. Kva je zdaj tu? Zdaj nese enega mrliče nazaj gor v jedarje. Mure bet pa že nekaj posebnega. Ka se je prsmadilki da didiče, se je ucvrlki v kanun, no in Tudlca je kar hiter plačal še tist liter, tak, da so ga prav z užitkam obrnil. Pol so pa snil kar vrata, pa so ga gor položil. Tudlca je atrpnil kad mrlič, del roke križem, pa je res gledal kad mrtu. Pol so pa del tista vrata napukli, pa so ga nesli gor naprej prodjedari, zram pa kar naprej hudil travn marše. Skuz več je bilo ljudi, no, ka so šli gor proti grelcu, je pa rekel Tudlca: "Lih mal pa dahnite, da sem obrnil, ka je moj brat zakamedl na ta noter, če me bo vedel, bo hudir." No, pol so šli pa naprej do Soče. Gor so šli še na 1 liter. Ka so prišli ven, so pa stknili enega furmana. Hiter so del tista vrata s Tudlca gor na us in so je vsi udarili gor čez plac proti nebesam. Ljudi je bilo skuz več. Ka so prišli enkrat do nebes, so spet ustavili tist sprevod, odzenili Tudlca gor na tistih vratih in pa ga nesli noter v nebesa. Pol so ga pa spustili kad mornari mrliče v voda, tak, da je prgrmul lih pred pudl. Ka se je enkrat odzihnil, je pa vas srečen rekel: "Pubi, še za 1 liter bom plačal. Sem pa leta prvi, ka je lahko svoj pogreb gledal, pa še muska poslušal, kak mu špele." Torej, pred nami je ena sila zanimiva zgodba, pravzaprav bi rekli mizanscensko, kar nekaj karnevalsko, bi rekla vzdušje, s tem, da se enemu človeku, povprečnemu človeku iz ljudstva, iz mase posreči, da postane v bistvu glavna oseba nekega uličnega performansa. Kajti v bistvu celo mesto postane nekakšna arena, ne bom rekla cirkuška, ali pa tudi lahko, in kako se ljudje vključijo v to dogajanje, kako v bistvu zgodba prime zadevo, bi rekla, kot popolnoma resno, in mislim, da je šlo za en prizor, ki bi ga lahko srečali v kakšnem filmu Federica Fellinija, ne? Torej, kaj želim s to zgodbo, zakaj sem to zgodbo izbrala? Ker nosi nekaj več kot samo humor ali pa zapis o nekem junaku, o nekem posebnežu, ampak se vidi, kako so pravzaprav ljudje s temi zgodbami in posebneži živeli, se vključevali v dogajanje in kako so pravzaprav bili sproščeni. In sedaj je ta zgodba v knjigi in na ta način je tudi pravzaprav ohranjena
za naslednje rodove, ker sicer ta prenos, bi rekel, govorni, ustni se počasi izgublja, ne? Ja, nažalost, tako kot vsa druga narečja in tudi knjižni jezik navsezadnje, to je živa tvorba, ves čas se spreminja in veliko izrazov, recimo, ki so objavljeni v teh zgodbah, ljudje danes niti ne srečajo več, jih ne poznajo, morajo pogledati v slovar, ampak to je bogastvo, ki se ga moramo veseliti in biti, a ne, zadovoljni, da se je ohranilo. Material iz knjige bi lahko razdelili v nekaj logičnih sklopov. V enem je tako rudarjev delovnik, drugi sklop družina, prehrana, pijača, vojni čas, zgodba, posebneži, izobraženci, besedne igre. To so taka področja, kamor bi lahko umestili vsako od teh zgodb, marsikatero lahko celo v 2 ali 3 od teh naštetih sklopov. Ja, šla sem v tematsko, a ne zgradbo, so pa te zgodbe vsekakor zanimive, tudi če jih pogledamo interdisciplinarno, ne. Kažejo odnos tako v družini, tako med rudarji, kjer bi posebej izpostavila to kvaliteto, to bi rekla vrlino, ki se mogoče v današnjem času hitenja in globalizacije in vse teh stvari izgublja. To je izjemno tovarištvo, ki se kaže skozi zgodbe, ki smo ga lahko doživljali, imeli še to srečo, da smo živeli, a ne, v tem času, ko je bilo rudarjenje še aktualno, in dejansko že kot otrok in kasneje v mladosti sem opazila, a ne, to vrlino in se mi je zdela že vse od začetka zelo pomembna in bi jo rada poudarila tudi, ko govorim o teh zgodbah. Vaša knjiga je tudi v tej seriji Glasovi nekaj posebnega, saj je pravzaprav prva, ki je obravnavala slovstveno kulturo iz urbanega središča. Sicer je bilo to bolj, so bile knjige iz kmečkega območja, ne? Ja, dr. Marija Stanonik je bila še posebej zainteresirana, da se zberejo te zgodbe, zato ker je pravzaprav knjiga dokaz, da niti urbano okolje ni imuno za nastanek te slovstvene folklore, za bi rekla, ustvarjanje zgodb, ustvarjanje dovtipov, ustvarjanje anekdota, ker anekdota je kot zgodba vezana na resnično osebo in na resnični dogodek. In te zgodbe so se, tako kot ostala slovstvena folklora, prenašale z ustnim izročilom, seveda ob malici v jami, ob klekljanju, ko so se zbirale kleklarice in ob ostalih priložnostih, in tako so se ohranile tudi, bi rekla, več kot 100 let. Nekatere so zelo stare. Sploh se mi pa zdi mogoče vredno omeniti, da je bil na to pozoren že prvi zgodovinar, dr. Arko, ki je napisal, mislim, da je šla 1931 ta njegova zgodovina, in tam je prvič omenjena tudi anekdota, je sicer zapisana v knjižnem jeziku, govori pa o času Napoleonovih vojn, o času zasedbe francoske, to so bile te tako zvane ilirske province, in takrat recimo je na kraju, kjer je bil kasneje, oziroma tam je bil Črni orel, kasneje so bile še druge stvari, a ne vemo, to je na trgu, na placu, bi rekli, tam je živel Petelin, se je pisal, to je bil nek trgovec, ki je prodajal robo v tistem času in veliko hodil tudi v Ljubljano, da jo je nabavil, in nekoč je v Ljubljani slišal, da se Francozom piše konec, da bodo morali Idrijo in ostale dele zasedene zapustiti, in je to raznesel med ljudi, in ljudje so do Francozov nenadoma postali manj spoštljivi, manj ubogljivi, in so Francozi to opazili in gledali okrog, odkje sedaj tak spremenjen odnos, in so prišli seveda na idejo, da nihče drug kot Petelin jim je to povedal. Poklicali so ga na zaslišanje, ker seveda ni ničesar priznal,
so ga posedli na stol, šibali in iz teh prostorov kvesture so se slišali vzkliki in ljudje seveda so se zbrali pred hišo in gledali, kaj je zdaj to. No, in pride mimo idrijski kaplan in kaj zdaj to in mu povedo. Je rekel, drugo vreme, petelin poje, drugo vreme bo. In to je ena takih prvih, ki se je zdela recimo Arku, da je prav, da jo zapiše in očitno je bil pozoren na te stvari tudi on že. In s knjigo se je tudi ohranila. Ja. Ob zapisih teh zgodb in narečnega govora pa seveda trčimo ob problem, kako pravzaprav zapisati. Že v vaši naslovnici vidimo, piše črkovno, bom knapa vzela, bom zmeraj vesela, vendar imajo črke E na vrhu krogec, kar pravzaprav moramo brati kot dolgi I. Ja. A prav razmišljam? Ja, bom knapa vzela, bom zmeraj vesela. To je, tako se sliši v idrijskem narečju. Narečne zgodbe je bilo potrebno seveda zapisati fonetično. Če bi jih natisnili tako, kot so fonetično zapisane, verjamem, da bi bilo skoraj nemogoče človeku, ki ni strokovnjak za fonetični zapis, te zgodbe prebrati. Tako sva z recenzentko, dr. Vero Smole z Filozofske fakultete, kar veliko presedeli, da sva se na osnovi primerjav zapisov drugih narečij potem dogovorili za neke vrste poljudni zapis. Da vendarle pomagamo bralcu, da bo slišal, kako zveni idrijska beseda, da pa ta zapis ni pretežak. Zato smo se odločili za ta znamenja, krožce nad eji in oji, kajti oski E in oski U v idrijskem narečju vedno prehajata v E v I in O v U. Most je zmeraj must. Vzela, dolgi oski E, vzela, dočim široki, recimo rekla, knjižno, gre pa v dvoglasnik, rijekla. Rekla je metla, E v UO, se pravi dolgi in široki O, pa v UO, v dvoglasnik. In to smo sicer zapisali, to je tudi lahko prebrati, recimo roka je roka. In tako naprej, ali polglasniki dosledno v Idriji prehajajo v A, pes, pas, megla, mahla, staza, vedno v A. Torej, lahko bi celo napisali slovnico idrijskega narečja. Tako dosledno se ti glasovi recimo spreminjajo, prehajajo in zbirka bi izgubila veliko, če ne bi pokazali, kako se ti glasovi pravzaprav obnašajo v narečju. Bralcu te druge dopolnjene izdaje bodo v veliko pomoč tudi te, kot se reče, QR kode, ki so natisnjene tukaj pod večino pravzaprav zgodb. Ja. Odločili ste se za snemanje in objavo tektonskih posnetkov. To je, se mi zdi, ena taka velika pridobitev te knjige, oziroma zdaj imamo celo dve verziji, kajti Idrijčanu je v veliko pomoč, laže potem sam prebere, pa tudi ne Idrijčanu, ker vemo, da je naše narečje kar popularno, kar radi ga poslušajo tudi ne Idrijčani, in če bodo dobili v roke to knjigo, jim bo sedaj veliko lažje, ker bodo slišali v originalu, kako se ta zgodba prebere. In mogoče bodo potem tudi sami laže šli v tekst in ga poskušali prebrati. To včasih ni tako preprosto, ne? Ja, absolutno. Vidimo tudi potem, recimo, ko se različni celo igralci lotijo branja ali pa govorjenja v idrijskem narečju, koliko negodovanja nastane med prebivalci, ko vsi slišijo, ne, to pa ni idrijščina.
Ja, zdaj besedila iz te knjige so za snemanje tonskih posnetkov v knjigi prebrali Sonika Kovačič, Niko Erep, Jože Pavšič, Davorin Lampe, Lena Kleindinst, Marjan Beričič, Lidija Kleindinst in Laura Podgornik. Je bilo snemanje naporno, ne? Zahtevno. Zahtevno, naporno ne bom rekla, ker te stvari rada počnem. Zahtevno zato, ker je seveda prvič so čutili bralci, za katere vsem sem izjemno hvaležna, da so sprejeli to odgovornost in so to odgovornost tudi čutili. Drugič pa, se pravim, težave s temi zapisi. Ampak glede na posnetke, kot jih slišimo, so bili uspešni, mogoče smo kdaj kakšno besedo popravili. Drugače pa se mi zdi, da je to, kar nekje veleva tudi, bi rekla, zakonitost te izgovorjave in zapisa slovenske slovstvene folklore, da so pripovedovalci ali bralci naturščiki, in da preberejo tako, kot oni sami tudi govorijo. Pomemben del vaše knjige so tudi ilustracije. Jurij Pfeiffer, žal že pokojni, je za prvo izdajo knjige izdelal posebej za knjigo ilustracije. So še vedno aktualne, ne? Ja, ilustracije so pa res nekaj posebnega. Mislim, da tako kot je akademski slikar Jurij Pfeiffer zadev razpoloženje človeka, vzdušje, zgodbe, bi težko našli boljšo izvedbo. In moram reči, da sem bila vesela, ker je tako z zadovoljstvom sprejel to delo, in ko smo imeli predstavitev knjige, je takrat izjavil, da se pri nobeni stvari ni tako veselil in tako radostil, kot se je, ko je risal te svoje risbe. Moram mogoče izpostaviti, da so kvaliteto teh risb začutili in opazili tudi izven Idrije, saj so me kmalu po izidu knjige kontaktirali z Moderne galerije in so to zbirko njegovih ilustracij razstavili tudi v naši osrednji inštituciji v Slovenski moderni galeriji. Knjigi ste dodali tudi slovar in zbirko besednih zvez, ki so nekaj posebnega. Vse to pravzaprav za lažje razumevanje. Ja, za lažje razumevanje in hkrati tudi za vpogled, kako ustvarjalen je bil Idrijčan v svoji govorici. Ni mu bilo samo zato, kaj bo povedal, ampak tudi kako bo povedal, katero besedo bo izbral, da bo čim bolj odslikala tisto razpoloženje, tisto željo povedati na en poseben način. In besedišče ima res izjemno pomembno vlogo in zanimivo je bilo, ko smo recimo čisto tako za hec, bom rekla, prevedli zgodbo, kakšno zgodbo v knjižni jezik in opazili, koliko je zgodba zgubila. Ker ni bilo tiste iskrivosti v jeziku, tiste iznajdljivosti, skratka, jezik je eno od glavnih značilnosti te naše zbirke. Knjiga je v tem drugem natisu doživela izdajo v dveh formatih. V tem klasičnem običajnem knjižnem formatu je enaka pravzaprav kot tisti izpred 29 let. Ob tem pa so bralcem na voljo tudi izvodi v mehki vezavi, mogoče bolj nagovarjajo mlajše bralce. Žepnica bi se rekla, kako bi se reklo v idrijskem narečju žepnica? Ja, če bi bili dobeseden prevod aržetovka ali varžetovka, ker imamo dve varianti, lahko je aržet ali pa varžet, se tudi nekateri so izgovarjali. In ta aržetovka, žepnica, se mi zdi, ko sem jo prvič dobila v roke, nekaj tako prijetnega, nekaj tako posebnega in spet sem zelo vesela, da je format te knjige v bistvu
narejen po meri idrijske klaftre. In ta klaftra, ki je bila uradna mera pri idrijskem rudniku, bo sedaj dobila eno dodatno, bom rekla, en dodaten spomin, eno dodatno izročilo in hkrati pomen, ki ga je idrijski rudnik svoj čas imel, a ne, da si je pač lahko privoščil celo svojo lastno mersko enoto. In naj bo ta knjižica tudi spomin na idrijski rudnik, na rudarjenje, na vso tehnično kulturo tudi, ki jo imamo res veliko in ki zadnje čase, ne vidimo, se kar veliko naredi na tem področju, da jo lahko pokažemo tudi, bi rekla, ostalemu svetu, ne samo Idriji. V knjigi je objavljen tudi zapis arhitekta Cveta Kodra o idrijski klaftri skozi zgodovino in tudi inženirsko utemeljena dolžinska mera je to, zgodovinsko izpričana, tudi z načrtom, kako so pravzaprav to klaftro uporabljali. Mestni trg v Idriji je tudi narejen v klaftrah. Ja, Boris Podreka, sloviti arhitekt, je izdelal načrte za mestni trg v merah idrijske klaftre. Res, mislim, en tak dosežek in dejansko gre zahvala gospodu Cvetu Kodru, ki je vse to strokovno obdelal, preštudiral in smo veseli, da je ta zapis tudi del, a ne te dediščine, ki bo ohranjena v knjigi. Že prej ste rekli, da je jezik živ, da se spreminja, da se prilagaja. Če bi danes delali raziskavo, bi najbrž katere od zgodb ne bilo več, bi bile pa nekatere druge, najbrž. Ja, vemo, da, jaz pravim, Idrijčani imamo ali pa imajo nekako v genu to željo povedati nekaj na, bi rekla, humoren način, iskrivo, in to še vedno živi. Če gledamo samo poimenovanja zgradb v Idriji, ali ne vem, kar nekaj novega se zgodi, 2-3 dni že zaokroži novo poimenovanje, nova zgodba in recimo kar nekaj takih izrazov lahko zapišemo, pa tudi recimo titelni, ki so bili v preteklosti, bi rekla, izjemno razširjeni, skoraj ni bilo hiše, da ne bi imela tega vzdevka, če bo mogoče komu nerazumljivo, kaj je titel, se še vedno dajajo. Še vedno se pridajajo ljudem naredijo kakšno nerodno gesto, mogoče kakšno besedo 2-krat ali večkrat ponovijo, hop, pa že se ga prime človeka, a ne, določeno ime, določen vzdevek, ali pa recimo, zdaj mi pade na mar, ko se je pred leti, takrat pred 30 leti adaptiral tedajni hotel Nanos, ne, je bila pač smola in je tisti omet odpadel prvič, pa so naredili drugič, pa je spet odpadel in na kar so ga potem naredili še tretjič in ta hiša, ta stavba je v momentu dobila izraz Tretji rajh. Ker se je v bistvu šele tretji omet prijel, mislim, take originalne, a ne? Ali pa gostilnica v naši neposredni bližini tukaj, ker je majhen prostor, takoj je bil izraz oziroma poimenovanje 3x3. Prej so omenila mestni trg, domačini so ga hitro po obnovi preimenovali v Trg nebeškega miru, Tako. ker je bila tam v glavnem tišina in tako razpoloženje. Tako. Ja, torej to je še vedno živo in upam, da med ljudmi ne bo zamrlo. Knjigo zaključujete z zanimivo zgodbo, anekdoto, v kateri je junak France Belk. V hotelu Nanos Didič je ob eni od priložnosti v moški družbi poslušal bolj kosmate šale vice. Pogovor pa je sklenil z zapisom, ki ste ga tudi vi navedli v knjigi, tako je rekel: za pozabiti jih ni, za zapisati pa še manj. Ja, torej v bistvu z eno povedijo povedal zelo veliko, a ne? Ali bom rekla vse. Zgodbe so res zanimive in mislim, da si zaslužijo,
da jih ohranimo. S tem tudi spomin na naše prednike, na njihovo ustvarjalnost, na njihovo iskrivost, kajti vemo, da se vedno prihodnost gradi na preteklosti. Lidija Kleindienst, hvala lepa za vašo knjigo, za ta pravzaprav zaklad, ki ga puščate današnjim prebivalcem mesta in okolice, pa tudi prihodnjim rodovom, ki bodo še večjim zanimanjem najbrž segali po njej. Hvala za ta obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam in močno si želim, da bi knjiga šla med ljudi, in da bi ljudje ob njej se sprostili in bili ponosni na to, kar imamo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.